Do spletnega pomočnika e-tutor vstopate prek knjižnične spletne strani. In sicer je ena od 3 pomembnih zadev tukaj na desni e-tutor. Tukaj smo zbrali nekaj najpomembnejših stvari, ki vam pomagajo pri študiju, so mogoče malo bolj posodobljene kot spletna stran, in sicer narejeni so v 2 poljih. V prvem so e-tutorji, v drugem so bližnjice, kot lahko vidite. E-tutorji so tisti glavni bazični, ki vsebujejo vse te bližnjice. In sicer v knjižnici najdete to, kar vam je Jana povedala pred mano, in sicer ko se vpišete, katere prostore imamo, kakšne računalnike lahko rezervirate do baz, kdaj smo odprti, pogosta vprašanja, nove knjige. Oddaljen dostop do e-virov vam bo jutri predstavila Lidija. Ste vabljeni na njeno predstavitev. Tukaj se bo fokusirala in tudi v tem e-tutorju so predstavljene dostopi do vseh baz, ki so možni od doma. Medknjižnično izposojo, ta vodič je pripravila sodelavka Slavica, ki skrbi za, kot je jasno, medknjižnično izposojo in za dobavo dokumentov iz drugih knjižnic. Bibliografije, vse, kar vas je kdaj zanimalo v osebnih bibliografijah, najdete tu, ta vodič je pripravila sodelavka Mojca. Da vas ne sprehajam po vseh teh 4 vodičih, bi vas povabila, da pogledamo samo bližnjice. In sicer, če se najprej fokusiramo na bližnjico vpis in izposoja, ta bližnjica vodi do e-tutorja knjižnicam, kot vidite tukaj pot, in sicer je v drugem zavihku. Najdete informacije o ceniku, izposoji, o tem, koliko gradiv si lahko izposodite, kadar je knjižnica odprta, kakšne so informacije o medknjižnični izposoji. Med drugim najdete pa še druge uporabne zadeve v tem splošnem knjižnica e-tutorju. In sicer, kako imamo gradivo postavljeno v naši knjižnici, po katerih temah in video vodiče, kako jih najdete in v Kobisu in potem na postavitvi knjižnice. Do najnovejših knjig bomo še prišli, študijske prostore, računalnike sem omenila, vse ostalo potem pogledamo naprej. Če gremo kar na drugo bližnjico, je mogoče v teh trenutkih dosti pomembna za vas. Tukaj se nahajajo najnovejše knjige, ki jih postavimo bodisi na elektronsko ali pa na pravo polico. V knjižnici vse te nove knjige najdete na tej knjižni polici. Tukaj na levi strani je prikaz slike te police, ki se nahaja zraven izposojevalnega pulta. Je pa tako, da nam je uspelo februarja še pred vso to krizo nabaviti kar nekaj elektronskih knjig, ki jih imamo v trajni lasti, in sicer jih najdete v tem prvem zavihku, najnovejše knjige. Vse ostale, če boste kdaj kakšno zadevo iskali, pa jo v Kobisu ne boste našli, pa se spomnite, da ste najdli na polici knjižni, pa lahko najdete v arhivu knjižnih novosti, kjer so urejene mesečno kronološko od najnovejše do najstarejše. In sicer, če pogledamo mogoče pri arhivu, kako izgledajo tiskane knjige, tukaj imate napisano, kje jo najdete, kako izgleda, kratek opis, je na tej ikoni z mouseoverjem greste čez, in če kliknete na njo, se vam odpre zapis v Kobisu, kjer vidite tudi postavitev, lahko si jo rezervirate, če ste prijavljeni, ali pa v primeru, da je izposojena, rezervirate od doma. Če gremo kar nazaj na najnovejše knjige, več o knjigah vam bo takoj za mano predstavila Vida, lahko pa vseeno pogledamo kakšno knjigo, recimo kakšne so specifike, kako dostopate. Jaz sem zdaj v enakem položaju kot vi, nisem prijavljena na oddaljen dostop, tako da boste videli, kako izgleda potek. Če pogledamo kar eno, mogoče tolo. Ja, se opravičujem, morala bi čez tisto prijavno okence, ampak načeloma, ko se vpišete, pridete do knjige,
ta je v zbirki EBSCO-host in najdete tudi informacije, kakšna so dovoljena založnika. V tem primeru lahko to knjigo natisnete, pošljete, si pošljete po elektronski pošti ali pa shranite do 60 strani in nabavili smo jo za neomejeno število sočasnih uporabnikov. Če pogledamo eno drugo, mogoče to prvo, pri tej knjigi so pogoji drugačni založnika. Tukaj imate možnost shranjanja oziroma tiskanja, shranjevanja ali pa pošiljanja po elektronski pošti 100 strani hkrati in namenjena je omejenem dostopu uporabniku, kar pomeni, toliko se vas lahko hkrati izposodi to knjigo. Knjige pustimo na strani, jih bo Vida bolj podrobno še predstavila in gremo nazaj na e-tutorje. Pri iskanju po e-zbirkah se preselimo v e-tutor, oddaljeni dostop do e-virov, ki ga je pripravila sodelavka Lidija. Ona bo imela tudi na to temo jutri predstavitev. In v tem zavihku, kjer je omenjen oddaljeni dostop do e-virov, najdete to okence, ki bi se moralo meni prej pojaviti, pa se mi ni, ker sem pač ta browser že uporabljala danes in sem se pozabila odjaviti. Če pogledamo informacijske vire, imate tukaj nekaj primerov iskanja po različnih zbirkah. Je pa tudi nekaj video prikazov, tako da vabljeni, da pogledate. Verjetno bomo pa v prihodnjih tednih pripravili še kakšne podrobne preglede vseh teh zbirk in iskanja v njih. Mogoče že naslednji teden vas povabim v torek, bo predstavitev vseh 3 ProQuestovih zbirk in dostopa v doma predstavila njihova predstavnica Eva Čegledi. Naprej sledijo izobraževanja, tudi ta so mogoče zelo primerna za te dni. To je v bistvu orodje, ki ga uporabljamo za kreiranje novih izobraževanj. Tukaj so našteta vsa, ki sledijo. Lahko si jih pogledate v tem pogledu. Če vam je lažje, mogoče lahko uporabite ta kartični pogled. Kadar gre za predavanja v razredu oziroma v našem C-klubu, se tukaj pojavi še zavihek, kjer vam piše, koliko je še dostopnih mest. Ker gre zdaj v tem primeru za Zoom predstavitve oziroma za predstavitve online, teh omejitev pač ni, saj ena prednost. Lahko si tudi pogledate po koledarju, recimo, koliko jih je bilo, oziroma koliko jih je bilo v prejšnjem mesecu, če kakšnega iščete, katera smo izvajali. Lahko, da bodo tukaj tudi potem povezave do posnetkov teh predstavitev. Zdaj pa, če pogledamo kar naslednje, ki sledijo. Tako, tukaj smo mi. Se pravi, zdaj sem jaz, za mano sledi Vida, jutri, kot smo rekli, oddaljen dostop, Dikul in pa tehnični pregledi zaključnih nalog in pa tudi že prvi zunanji ponudnik, ki bo predstavila ProQuest od doma. Če se preselimo nazaj v e-tutorje, rezervacijo prostorov poznate bolj kot v bistvu neko orodje oziroma widget, ki ga uporabljamo, ki ga vgrajujemo v različne strani. Zdaj v tem trenutku rezervacije žal prostorov niti računalniku niso mogoče, ker smo zaprti. Najdete pa tukaj nekaj informacij o vseh teh možnostih, koliko oseb je možno v kakšni kocki, kje se nahajajo, naprimer, ta je v drugem nadstropju knjižnice, je med novejšimi. Enako potem velja za rezervacije računalnikov. Možnost imamo rezerviranja 2 terminalov, na katerih so nameščene bolj specializirane podatkovne zbirke. Bilo jih je še več, ampak smo ostale preselili že na splet, na drugačne platforme, pri teh pa ponudnika vztrajata na dostopu iz knjižnice. In sicer isto kot pri kockah, tudi tukaj najdete več informacij o posamezni zbirki, na katerem računalniku se nahaja, kakšna je časovna omejitev, kaj potrebujete za dostop do določene zbirke.
in podobne zadeve. Za Bloomberg žal je kar dosti prošen, ampak se s ponudnikom nismo uspeli dogovoriti za dostop za tiste, ki potrebujete od doma. Nekaj boljšega pa se obeta pri Iconu oziroma pri DataStreamu, ki ste ga tudi navajeni uporabljati in v določenih primerih lahko pomeni nadomestek Bloomberga. Toliko o tem. Če gremo naprej, bom se predstavila kar na pogosta vprašanja. Pri pogostih vprašanjih vam predlagam, da si jih najprej pregledate, preden nam pišete, pa čakate nekaj časa na odgovor. Je kar nekaj uporabnih zadev, ki smo jih naredili iz vaših vprašanj. In sicer, kako se prijavimo v računalnike, če pogledamo, kaj je z opomini, mogoče je ta tudi zelo pomembna za tiste, ki zaključujete študij, kje dobite potrdilo, da ste poravnali vse obveznosti in kaj potrebujete. Imamo pa organizirane v več zavihkih. Prvi je v knjižnici, drugi je v gradivu, kako poiščem knjigo v prostem pristopu. Mogoče tole, kako pridem do knjige iz skladišča. V knjižnici imamo na izposoji malo število knjig, velika večina se jih nahaja v skladišču. Če potrebujete kakšne starejše, za katere smo ocenili, da niso dostikrat izposojene, da bi bile na izposoji, imate tukaj navodilo, kako priti do njega. Kolikrat podaljšate recimo gradivo, potem so informacije o e-virih, tukaj imate vse, kar rabite za dostope do 3 specializiranih zbirk in pa mogoče še drugo vprašanje o študijskih gradivih. Žal nam je, vendar v tem trenutku študijska gradiva niso dostopna, ker so na voljo samo v tiskani obliki. Delamo na tem, da jih pretvorimo tudi v elektronske, ampak to je kar dolg proces. Vas pa vabimo, da nam vse vaše predloge in mnenja, pohvale lahko tudi prek tega obrazca anonimnega sporočite. Če želite odgovor, pa vpišete svoj elektronski naslov. Zdaj, zadnja stvar, ki jo bom predstavila, pa jo bo mogoče sodelavec Urban, ki je delal na tem tematskem e-tutorju, v prihodnjih tednih še malo bolj podrobno prikazal, je trenutno edini tematski e-tutor in sicer makroekonomika. Pripravljamo tudi mikroekonomijo in pa še veliko teh e-tutorjev za ostale predmete. Če pogledamo kar makroekonomiko, kako je urejena, malce drugačna forma, kot smo bili prej navajeni, in sicer jo je Urban pripravil v sodelovanju z nosilci oziroma izvajalci predmeta temelji makroekonomije za prvi letnik VPŠ-ja. To so ti, ki so tudi sodelovali pri nastanku tega e-tutorja. Na drugem zavihku najdete njihovo študijsko gradivo s povezavo v Cobist, kot sem že prej pokazala. Tukaj je mogoče zanimivost katalog starejših knjig, ki niso v Cobistu, jih pa najdete vseeno v knjižnici, si ga lahko pogledate. Nekaj priporočenih knjig in člankov oziroma iskalnih besed, tole bom kar odprla. Recimo, če pogledamo članke na temo gospodarska rast, ki se nahajajo v Cobistu, jih najdete z enim klikom, in sicer tiskanih je 264 in elektronskih člankov 5. V e-gradivu, elektronskem gradivu najdete, tako kot že prej, nekaj podatkov o bazah, katere izobraževanja imamo, kje se nahajajo te baze, potem nekaj izbranih elektronskih knjig, ki jih svetujemo za uporabo pri makroekonomiki, in pa elektronskih revij. Tukaj imate nekaj navedenih, ki pokrivajo to področje, pa potem zopet podatkovne zbirke, ki so izbrane posebej za ta namen, najdete tukaj. Meni je zelo zanimivo tole, kar je sodelavec pripravil, in sicer so to, da ne brskate po Wikipediji, izbrani temeljni avtorji in njihova dela ter znani reki njihovi.
Na zadnjem zavihku se nahaja povezava do video predavanj profesor dr. Tajnikarja. Verjetno jih že večina vas pozna in ste vabljeni, da jih uporabljate.